Lepo pozdravljene, drage gledalke in cenjeni gledalci v oddaji Vinilni časi. Moje ime je Jani in z mano je prečudovita sovoditeljica Svetlana. Danes bomo obujali spomine leta 1981. Tako, govorili bomo o tehnološkem napredku, o modi, glasbi, skratka vsem, kar se je dogajalo v letu 1981. Poglejmo si, kdo je današnji gost. Današnji gost je danes z nami Miro Čekeliš. Pozdravljen, Miro. Pozdravljen. No, preden Mirota kaj vprašamo, poglejmo si, kaj pravijo naši komentatorji o tebi. Ja, Miro je en special fant, ima en poseben vibe, kako on komunicira, vse ga poznamo vsi, tudi če prebiramo njegov Facebook, nam je vse jasno. On je poseben fant in se ga moraš kar navaditi. Jaz bi rekel, da je zelo fajn človek, jaz sem ga spoznal kot odličnega človeka, prijazen v bistvu, srčen in super kuhar. Jaz mislim, da bi mogel imeti restauracijo v Ljubljani, genialc. Seveda pa ne gre spregledati tudi njegove zgodbe s Hazardom, ker Hazard je tista prva velika zgodba v slovenski glasbi, ki je posledično randevu iz nje nastal. In nekdo, ki je ustvaril taka dva prezentna benda, ima sigurno mesto med legendami. Jaz se spomnim v Hrastniku, ko sem bil še mulc, ki je s Hazardom bil na turneji in se spomnim, že zdaj vidim to, ko sem jih poslušal, so prekrasen performan in sem si tako želel, da bi enkrat bil z njimi, evo, in je pa čez nekaj let pa to ratala. To zelo pomeni to, da je Miro zelo, kako bi rekla, empatičen, zelo povezovalen, zelo mu je mar za svojega človeka, ki je v njegovi okolici, bodi si družina, bend, člani benda, živali, otroci. Miro, to naši komentatorji pravijo o tebi. Seveda, Miro, ti kot član skupine Hazard, glede na to, da, ali pa bova rekla tako, ne bomo zdaj takoj govorili o skupini, današnjo oddajo si povabljen, ker si bil res leta 81. Ti skupino Hazard si bil zelo uspešen, v bistvu cela skupina je bila zelo aktiven, uspešna. predvsem, zelo aktivni smo bili zelo. Ja, mi kot otroci smo gledali to pred televizijo in to mi smo gledali kot uspeh, ne pa Te poznamo aktivnost. takrat, Me poznaš? Ja. Ja, no, ker si naš letnik. Nisem letnik tvoj, ampak so moji starši tvoj letnik. Tako. Miro, preden gremo na skupino Hazard, poglejmo si, kaj pravijo komentatorji o tebi in začetkih bobnanja. Miro, Mirota Čekeliša, pa jaz poznam že od 15 leta, ko je samo videl bobne, ni pa še bil bobnar. Jaz sem iz centra Ljubljane, iz Kolodvorske ali pa Moša Pijadeva Kolodvorska, nasprot Sluge smo stanovali in v naši hiši v pralnici so vadili bendi. Jaz sem bila tudi takrat stara 15 let, ker sva z Mirotom 10 dni starejši. No in je Miro mojega brata spoznal, Peter Močnik, ki je tudi bil basist od Škorpionov do Skralja, žal pokojni. No in je Miro k nam hodil stalno in je poslušal te bende in je začel igrati bobne. In od takrat je on bobnar. Velik veseljak, zabavnjak. Če je on v družbi, se imajo vsi fajn, vse je veselo. Tak. No, tako kot sva rekla, kaj boš komentiral na to? Torej, to je bila ena umestna faza. Jasno, da sem hodil po več teh kleteh, kjer so bili bendi in v kakšnega sem se kar uturil. Se to je smešno, ampak resnično, ne. Meta je pa res en del moje mladosti. Res smo od 15. leta, z njenimi brati sem se družil, celo poigral takrat. Takrat sem predvsem vadil, ne. Se učil, nabiral, bil sem željan pač glasbe, zaljubljen v glasbo, predvsem pa takrat nisem imel kaj drugega početi kot mladoletnik, zato sem se nekako potikal in vedno nekako priključil enim takim ekipam. Pa misliš, da je kakšna razlika recimo
zdaj, dobro, zdaj si že starejši, ne igraš več toliko na bobne, mogoče tako bolj za hec, ljubiteljsko, tako bom rekel. Ne? Ko si hodil po teh placih na vaje, ne? A so bili prostori drugačni, recimo, kot danes? Bistveno se niso razlikovali. Jasno, da smo dajali te nekako protihrupne zaščite iz teh jajc in filcev in tako. Predvsem so bili pa inštrumenti, so bili takrat vsaj, ne pretiravam, vsaj 20krat dražji. Težko je bilo do njih priti. Najboljši boben takrat v tistem momentu je bil bistveno slabši, katerega sem jaz posedoval. Takrat je bil Trova, je bil češki model, ne? Tako kot smo imeli kitare, češke Jolane in take stvari. Potem recimo se spomnim momenta, ko smo imeli ozvočenje, torej od kinoprojektorja. To je bil zvok od navadnega kinoprojektorja in boben je bil vedno preglasen. Torej ta boben, na katerega sem jaz začel, je bil bistveno slabši, kot danes izdelujejo bobne za otroke. No, nekaj več o bobnih bomo tudi kasneje povedali, ne? Ampak ker praviš bistveno slabši, sem siguren, kot si zdaj omenil, da je sigurno dizajn veliko pomemben, ne? Da naredijo eno stvar veliko boljšo. In verjamem, da tudi, če govorimo zdaj o dizajnu, notranjem zunanjem dizajnu in tudi o gradnih stvari, verjamem sigurno, gledalci in gledalke, da nam bo znal kaj Gašper Demšar veliko več povedati o tem. Z nami je večkrat nagrajen arhitekt Gašper Demšar. Pozdravljen, Gašper. Bravo. Povej, kaj se je dogajalo leta 1981 na področju arhitekture pri nas in po svetu? Leta 1981 oziroma 80. leta, kar se jih jaz spominjam, seveda sem se tudi malo pripravil za ta najin pogovor, in ko sem brskal nazaj in spomini za nazaj so te, da si predstavljam 80. leta polne barv. Moramo vedeti, da pred letom 80 je vladal en tak, bom rekel, zadržan dizajn, racionalen. V 80. letih, ki je bil tu čas v bistvu velikih družbenih sprememb, takrat so prišli neki novi zagoni v družbe, kultura, umetnost, videli, da so lahko sestavni del nekih družbenih premikov, se je to začelo pojavljati tudi v oblikovanju. Barve, pogum. In leta 1981 je v Milanu predstavila svoje novo oblikovanje, svojo vizijo. Oblikovalska skupina Memphis, Ettore Sottsass, njen idejni oče, je takrat združil oblikovalce, prijatelje, vizionarje okoli sebe kot nekakšen upor nekemu status quoju in vzbuditi neko to novo energijo, ki se je potem začela kazati v oblikovanju pohištva, tekstilih, polnih barv, abstraktnih oblik. V bistvu sprejeti so bili na en tak zanimiv način, govorili so o tem, kakšna bizarnost, kakšna neumnost. Ampak dejansko se moramo zavedati, da so oni v bistvu s tem svojim oblikovanjem spodbudili v bistvu oblikovanjem 80-ih in tlakovali vso to estetiko tudi v modi, potem še naprej v 90-ih letih. In se mi zdi tudi danes, ko živimo v enem svetu varnosti, uniformiranosti, manjka malo tega poguma. Tako da absolutno grupa Memphis, Ettore Sottsass, njegovi somišljeniki, en močen impuls leta 1981 v Milanu. Potem druga stvar, ki bi želel izpostaviti, je slovenska oblikovalka Biba Bertok, ki je leta 1981 skupaj z oblikovalcem Marjanom Gašperšičem prejela nagrado Prešernovega sklada za njen prispevek k oblikovanju pohištva na splošno. Se pravi pohištva, ki postane sestavni del našega vsakdanjega življenja, ko je želela v bistvu za svojim oblikovanjem dvigniti to kulturo bivanja. Ko ni samo po sebi umevno, v kakšnem okolju živimo, kakšno je naše pohištvo vsak dan. In kar bi želel izpostaviti,
je to, da je že leta 1973-1974 oblikovala stajico za otroke, poimenovano Nataša, kjer je z tem enostavnim, izčiščenim, funkcionalnim oblikovanjem, ki je bilo nasprotje tem nekim historičnim zibelkam, želela pripeljati to tudi vsak v bistvu slovenski dom. Potem je bil še nek moment, leta 1981 je bil že v razmahu gradnja Draveljske cerkve Marka Mušiča. To treba izpostaviti, Marko Mušič bo prejel 8. februarja Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Ja, kar dosežek, ja. Tako, in ta cerkev je v bistvu eden iz mejnikov slovenske arhitekture. Po eni strani zelo posebna, ekstravagantna, saj jaz tako dojemam, meditativna cerkev, ki pa je po drugi strani s tem, ko je položena v teren, zelo spoštljiva do cerkve, ki stoji poleg nje. Po eni strani veličastna cerkev, po drugi strani zelo tiha v spoštovanju do obstoječega v njeni okolici. In arhitekt Mušič je tudi poimenoval oziroma povezal to cerkev valovanje v svetlobi. Jaz mislim, da je treba iti tja, to doživeti, tako ko težko opisuješ, kaj ti neka glasba da ali pa kaj ti neka slika da, ti tudi prostor da. Treba je tja, to doživeti in včasih enostavno težko opisati. Za konec bi mogoče omenil še enega oblikovalca, Branka Uršiča, ki je leta 1981 oblikoval stol oziroma program L. Danes, ko gledamo vso to oblikovanje, se nam zdi dosti normalno, dosti logično, ker smo ga nekako ponotranili. In ta njegov program, ko gledamo vso to eleganco, to enostavnost izvedbe, če samo pogledamo to sedišče, ki ga ima ta stol, zgleda, kot da lebdi, se moramo zavedati tega, koliko je vzato v bistvu nekega premisleka, razmisleka, tako kot pri vseh prejšnjih primerih, ki sem jih opisoval, da ljudje to enostavno znamo sprejeti, znamo ponotraniti. Tako kot sem že prej omenil, isto dobro glasbo, dobro sliko, na koncu nam vse zgleda tako logično in enostavno. Kaj pa je vzadij, tisti v bistvu notranji vzgibi, pretresi, vprašanja, ki se nam pojavljajo, tudi meni kot oblikovalcu, arhitektu, ko si vsak dan s tem ukvarjaš, in se mi zdi to v bistvu nek privilegij, da se lahko s tem ukvarjaš in greš enostavno v neznano in na koncu vse te krasni oblikovalski produkti. Hvala lepa ti za to čudovito informacijo. Dragi dame in gospodje, dajmo si pogledati, kaj pravi Laki o tehnologiji leta 1981. Ja, leto 1981. Najprej je bilo to leto atentatov, najprej na ameriškega predsednika Reagana, potem tudi na papeža, hkrati pa je na avtomobilsko industrijo poskušal narediti atentat John DeLorean, ki je poslal na trg avto, ki smo ga potem gledali recimo v filmu Back to Future in ki je bil mrtev praktično že v prihodu. Če ostanemo še malo pri smrtih, AIDS se je pojavil tistega leta pa na stadionu v Pireju, nogometni stampedo z 20 mrtvimi. Bolj zanimivo, 27. septembra je prvič komercialno peljal TGV, hitri francoski vlak med Parizom in Lyonom in doživeli smo tudi prvi londonski maraton, 7500 tekači, ki je seveda potem postal veliko večji. Še ena prva stvar, Space Shuttle, STS-1, Columbia je letela prvič v vesolje, prvič je poletel tudi F-117, ameriško bojno letalo, nevidno za radar, in pa prvič smo lahko gledali tudi MTV. Zelo dolga je bila in še sedaj je rekordna najdaljša tekma v bejzbolu, 8 ur in 25 minut v ameriški bejzbolski drugi ligi in toliko ali pa še več lahko v zraku ostane tudi Boeing 767, ki je tudi prvič poletel tistega leta. Kaj se je še zgodilo prvič? IBM je na trg poslal PC, torej računalnik, ki je postal sinonim za osebne računalnike. Rusi so postali svetovni prvaki v hokeju, no, to ni nič posebnega. Torej, Nelson Piquet je postal svetovni prvak v Formuli 1, Ari Vatanen pa v reliju. In pa, ko smo ravno pri
Formuli 1. V Formuli 1 je dirkal tudi večkratni prvak v motociklizmu Mike Helwood, ki pa je tega leta pri 40 umrl v prometni nesreči. Pa še za konec ostanimo pri Formuli 1. Poleg Ane Kurnikove se je leta 1981 rodil tudi Fernando Alonso, ki je že bil večkrat svetovni prvak v Formuli 1 in se v Formula 1 naslednje leto tudi vrača. Tako kot se je dogajalo po svetu, marsikaj ste tudi vi kot skupina Hazard ustvarjali na polno. Ne? In ste bili, kot si prej omenil, aktivni. Ne? Zdaj pa se Brez premora. Brez premora. Vi ste 3 leta, ki ste bili dobre 3 leta skupaj. Ne? Ja, Glede na to, kakšno kratko obdobje in takoj, ko začnete delati, je šlo res na polno. Ne? Tako, ko ste začeli delati. Ne? V nekaterih stvarih smo pretiravali, v nekaterih smo bili zmerno malo smo spali, enormno smo potovali, predvsem je bilo veliko koncertov, recimo smo jih delali v špici 43 na mesec. 43 nastopov. 43. 3 oziroma po moje smo edini rekorderji, da smo 4 v enem dnevu naredili. Jasno, so bili ti koncerti celo na koncu zadnji oziroma 3. in 4. so bili že slabi. Ali pa so bili zadnji in predzadnji zelo dobri, pa so bili skrajšani 1. in 2. Ampak ste bili vi prvi Slovenci, ki ste dobili zlato ploščo za prodajanje? Platinasto. Ja, platinasto. Ja, za 200 000. Mi smo to čez noč prodali. Torej, danes je to nepojmljivo. Nehvaležno je tudi zdajle neke diagnoze o tem, kaj je bil vzrok in torej, kaj je vzrok temu. Verjetno so novejši cajti, distribucija zvoka, torej, da pride viža do nekoga je bistveno lažja, kot je bila nekoč. Zato so ljudje kupovali plošče, kar pa danes ne. Danes je za ljubitelje, so vinilke, jasno. In takrat recimo je bil to fenomen, mi smo recimo brez kančka dvoma lahko rečem, da smo v 3 urah prodali toliko plošč, kot jih danes vsi slovenski izvajalci v 2 letih. No in če se sredotočimo na leto 81, ste vi v letu 81 samo v enem letu 3 pomembne stvari naredili. Prva recimo stvar je, leta 81 ste bili na Jugoviziji in ste dosegli s pesmijo Marine Pisi pesmi več, ste dosegli 5. mesto. Res, no to se nisem spomnil, je bila pa favorizirana pesem, to sem pa zelo ponosen na to. Mislim, da je bilo to v Beogradu, ja. Beograd je mesto, kamor smo se radi vračali, kjer smo nekaj pomenili v tej Jugoslaviji kot slovenski izvajalci. Potem smo nastopali v domu omladine, pa Sava Centar, pa v glavnem se niti ne spomnim vseh teh lokacij, pa Taš, pa ne, to je bilo z drugim bendom, smo na Marakani, na stadionu. Torej, delali smo takrat nepojmljive stvari za zdajšnje čase. Vendar moram povedati eno stvar. Prodaja plošč, recimo po Jugoslaviji ali v Beogradu, kjer smo imeli celo svojega predstavnika, je bila v primerjavi Jugoslavija, Slovenija je bila prodaja plošč 1:10. Vsi te potni stroški in pa jasno je vse tudi finančen zalogaj, za premikati opremo, nastopati, najemati dvorane, torej njihova obezbeđenja in tako naprej, je takole narejen. Kupna moč je bila takrat v Jugoslaviji 3-krat manjša, potni stroški so bili celo 4-krat večji. Tako da o tem finančnem uspehu ne bi upal nekaj trditi, bilo je pa krasno. Z nami je bil recimo tudi Roman Medvešek, kasnejši član Guguja. Večkrat smo
morali ekipo pojačati. Charlie Novak je bil z nami, Charlie Novak je definitivno še do danes, kar se mene tiče, z njim sem igral, sva bila ena taka ritmična ekipa in moram reči, da sem bil jaz takrat v narekovaju dober zaradi Charlija Novaka. Ne. No, in ki praviš o tukaj glasbeniki, ki so s tabo sodelovali in ti seveda tudi z njimi sodeloval, dajmo si pogledati eno izjavo, in sicer Damjana te je zelo, zelo pohvalila, Damjana Golavšek te je zelo pohvalila. Naša pevka. Tako, vaša pevka, ja. Hot. Tako je. Pravi, da si za vsako rabo in da si zelo skrben. Pa poglejmo si to izjavo. Miro Čekelič, kuhar. Ne, se ga spomnim kot dobrega kuharja, ko smo enkrat igrali kje že v Luciji, Camp Lucija, tam smo na terasi vsak večer ali vsak vikend igrali, ali pa je že bilo? Ja, tam smo bili. 100 let nazaj, no. Ampak v kampu smo bili in v kampu je on kuhal, vsak dan je kuhal in to dobro je. No, vidiš, kakšno mnenje imajo, ne? To pomeni, da si res v redu človek. No, pa dajmo hitro na neki besed še povedati. Na drugi stvari, ki je bila tudi pomembna, leta 1981 ste bili s pesmijo Kopalnico ima na melodijah Morja in sonca. Res je, zanimiva pesem. En najdražjih ljudi v glasbi je Braco Doblekar. In ko smo dobili ta tekst, je rekel, to je pa simpatično naumna pesem, to jo moramo tudi na naumen način odigrati. In se spomnim enega intervjuja, zakaj smo, torej, to je bila, mislim, ena prvih teh melodij Morja in sonca. Probal čim bolj točno povedati. Novinar nas je vprašal, zakaj se udeležujemo takih festivalov, ne? In smo rekli, da bi enkrat radi bili zadnji z eno skladbico, ker smo šli bolj iz heca, ne? Jasno, takrat so bili zabavni časi, ne? Prav dobesedno zabavni. In režiser Peter Juratovec, Pero, krasen, bil je režiser na RTV, na televiziji Slovenije, je rekel, dajmo narediti eno neumnost in mi smo šli v hotel, mislim, da je bil Metropol, kjer smo se v kopalnici prvič provokativno, skoraj goli, posneli kratek videospot, katerega smo namerno takrat, torej on ga je spustil, je rekel, itak nas bojo jutri ugasnili. Ampak to je spet takrat bil eno opozorilo, da s tem pridobivamo na aktualnosti oziroma na popularnosti. Za dobrim konjem se vedno kadi. Kjer ste pa bili potem na melodijah Morja in sonca? Lik zadnji, ne? Ne vem, če smo bili zadnji, to ne bi vedel, ampak bi si pa srčno želel. Ampak je pustila pesem velik vtis. Naslednji dan se v eni firmi zjutraj niso pozdravljali, ko so se, jasno, to je bila ena doba socializma, se niso pogovarjali oziroma pozdravljali živjo Franci, živjo Joško, Marička, kopalnico ima, torej takrat je bilo kar par let je to. Tako, super. Mi imamo pa tudi zate pripravljeno presenečenje, v bistvu jaz sem pripravil presenečenje, jaz se grem kar pripraviti, Svetlana, boš kar ti izdala skrivnost. On bo zapel tvoj komad in ti boš lahko ocenjeval njegov vokal, jaz pa njegov ples. Marička, hvala. Ljubiti resnico, častiti lepoto, mar isto ni to. Je dano poetu iskati kdaj v svetu, kar je lepo. Preraščamo mite, navdiha Afrodite, še pena več ni. So zla in krivice, edine resnice za zgodbe vseh dni. So najlepše pesmi že napisane, so se vse ljubezni enkrat že dogajale, so vse sladke sanje že obstajale.
obstajale. Kam usmerjena teh časov soda bo srca? Je blizu stoletje, ko v igredi cvetje več sklilo ne bo. Naj zvoki besede, le stiske in zmede, balade nam stku. Je konec iskanja, bo težka spoznanja pregnala nemir. Naj kislo deževje skozi golo vejevje vzgali vsak izvir. So najlepše pesmi že napisane, so vse ljubezni že enkrat obstajale, so vse sladke sanje že obstajale. Kar usmerjena teh časov soda bo srca. Kam usmerjena teh časov soda bo srca. In smo že nazaj. Miro, kaj praviš, kakšno je bilo to presenečenje? Jani, z vsem spoštovanjem, glede na to, da sem te 2 ure nagovarjal, vadil si ta nastop, torej s to najlepše pesmi, samo 12 sekund, si perfekten. Mi nikdar nismo na vaji tako hitro usvojili, kot si ti danes. O, najlepše hvala, najlepše hvala. Veš kaj, Miro, jaz si želim tvoj podpis, ne? Da se mi podpišeš ti meni. Zdaj, če si bil pa tako zadovoljen z nastopom, sem potem tudi jaz tebi. Lej, z veseljem, če mi dovoliš. Deva narediti tako, ti se meni podpišeš, potem pogledava eno izjavo, ki imam zate pripravljeno, potem bova pa gledalcem pokazala, če to res velja in drži, kot pravi naš komentator v izjavi. Seveda, prvo, daj mi prosim en podpis, da bom imel na vaši zgoščenki Hazard. Izvoli. Janiju. Dobro, Janiju. V Trajan. Mi pa gremo zdaj na izjavo. Miro je pa maček. Miro je pa maček, ki vedno pristane na vseh 4 nogah. To je moja definicija, ki jo uporabljam, čeprav ni avtorsko moja, ampak je to Brandy enkrat izjavil. Ampak Miro te poznam tudi še iz časov Hazarda in moram reči, da ta definicija zanga sigurno drži, pa če se ne motim, se on tudi tako podpiše, da enega mačka nariše. No, pa poglejmo si, kakšen podpis sem dobil. Poglejte, gledalci in gledalke, bo držalo, ne? Ja, kar neverjetno. Ljudje imajo spomin, ja. Res je maček. Ja. Imam pa še eno izjavo, zelo zanimivo, in sicer o eni tvoji želji. Jaz mogoče sem skoraj siguren, da si ti že pozabil, ampak v vsej tvoji karieri s Hazardi in tudi v letu 81 si pač nekaj izjavil in to si je nekdo od tvojih prijateljev, glasbenikov zapomnil. In to nam je tudi zaupal. Pa da vidimo, če je to res. Zelo povezovalen tip. Ja. Pa rad je imel elektronske bobne, takrat so bili v modi, Simons, ne vem kako se mi je rekel. Ampak največja želja njegova je bila pa, da bi naredili bobne za napihan, da bi jih kar v žep pospravil. In to je bila njegova želja, no ampak do elektronskih je prišel. No, nekaj drži, ne. Vedno bobnari smo hendikepirani v tem smislu, da na koncu moramo postavljati vse. Jasno, kasneje so se stvari spremenile, smo imeli ljudi, ki so bili za to usposobljeni, vendar tiste finalne stvari pred pač nastopom, ne, moraš sam narediti. Problem je potem, da bi učuvali ta inštrument, da se ne bi poškodoval, smo ga morali kar sami nekako, ne. In zato sem rekel, mogoče ja, da bi se
napihnili in tako je nastalo tole. To bi bil pa prav Charlie, dober moj izum. Charlie. To bi bil prav dober izum, a ne? Napihljivi bobni. krasno. Ampak že elektronski so zmanjšali prostor. Ne? Ja, te elektronski so pa nekako prišli s tem mojim, kasneje sem naredil to one širine in tam samo torej za dva prehoda, trije prehodi, eni triolski, taki, en, dva, tri, dva, tri, torej to sem letel v Anglijo po te elektronske bobne in lahko rečem, da sem jih imel takrat prvi, eden edini, vendar čez en teden kasneje je imel Pišta, bobnar Srebrnih kril. To je bilo, takrat je bil ta zvok in čeprav je to, danes je to nepojmljivo, da smo se sploh v te stvari, to je bilo drago takrat, ni bilo dostopno vsakomur, jaz sem se pa verjetno afnal. In takrat je bilo treba tako imeti. Miro, najlepša hvala, ker si bil danes z nami v studiu, da smo nekaj povedali o skupini Hazard, da smo se nasmejali, da smo se lepo imeli in da smo tudi malo obdelali leto 1981. Jani, najlepša hvala za to lepo vabilo. Torej, to je tvoj letnik, ti si nekako takrat bil rojen, dobrodošel v ta svet. Torej, ta Hazardova glasba je bila nekako glasba preteklosti, sedanjosti in upam, da bo tudi prihodnosti, ker glasba je eno najvišjih možnih čustev, katere smo in z veseljem smo podarili nekaj ljudem in hvala Bogu, da je to ostalo. Miro, hvala. Mi pa, gledalci in gledalke, poglejmo si, kaj je Svetlana pripravila za nas. Da bomo zvedli še več o letu 81, z nami je novinarka Katarina Ketček. Pozdravljena. Kako se spomniš na leto 81? Leto 81 je bilo turbulentno, tako kot vsa ostala leta v Jugoslaviji pred razpadom. Spomnim se, da smo se takrat Jugoslavani prvi spoznali za besedo inflacija, konec tega desetletja, torej konec 80-ih let, pa tudi še z dodatnim izrazom hiperinflacija, ki jo je peljal Svetozar Marković, ki je takrat poskušal pač rešiti Jugoslavijo iz tega ekonomskega dna, v katerega smo propadali. Točno leta 1981, torej eno leto po smrti takratnega predsednika Josipa Broza Tita, se je začelo v Jugoslaviji na veliko odvijati ekonomske razmere, ki so bile povezane z separatistične težnjami v Sloveniji, z gospodarskim položajem v Evropi, z tem, da je imela Jugoslavija težave s Svetovno banko, z Mednarodnim denarnim skladom, nismo več dobivali tako ugodnih kreditov. Takrat je recimo za primerjavo Slovenija zadolžena okoli 2 milijarde imela zunanjega dolga, če primerjamo z današnjim dolgom Slovenije, dan današnji pa znaša okoli 32 milijard, tako je lahko sam predvidevamo, da se je to zadolževanje v 30 letih zelo povečalo. Sam še za primerjavo, recimo, če smo rekli, da je imela takrat Slovenija zunanjega dolga 2 milijardi, je imela cela Jugoslavija v tistem času 20 milijard dolga, toliko, koliko grama recimo Slovenija zdaj manj, kot ga je takrat imela Jugoslavija. Iz tistih časov so bili najbolj znani odhodi v Trst, v Ponteroso, po kavbojke, po rifle. Takrat je bilo to bolj dragoceno od suhega zlata. V Avstrijo smo hodili po riž, kavo, deterđent, prašek, tega takrat v Sloveniji oziroma Jugoslaviji ni bilo. Znane so bile velike vrste za vse te potrebščine, za vse te življenjske dobrote, ki smo jih rabili. Bilo je zelo veliko redukcij, pa tudi ti se verjetno tega ne spomniš, ampak gledalci sem pa prepričan, da se spomnijo voženj z avtomobili, par ne par, kar je pomenilo, da smo se v praksi lahko z avtomobili vozili tako, glede na zadnjo številko naše registracijske tablice. Če si imela recimo trojko ali pa liho število, na koncu si se lahko vozila ponedeljek, sreda, petek, nedelja, kdo je imel pa sodo, se pač ostale dneve. Tako da vsega smo se tega navadili, tudi to, tudi te inflacije. Ja, tistega leta je tudi bila največja letalska nesreča. Zdaj, rečeva, da je to bila največja nesreča, ki je prizadela Slovenijo. Zdaj, na srečo, če lahko rečem, do danes se kaj takega tako groznega v Sloveniji ni zgodilo. Tale let na Korziko je znan
po znameniti številki 1308, to je bila številka tega letala. Na Korziko je peljalo okoli 180, ne, okoli točno 180 Slovencev, šli so na počitnice. Ta dogodek je zaznamoval oziroma bo rekla celo Jugoslavijo, celo leto smo se pogovarjali in poslušali o tem, ker se je to zgodilo na gori San Pietro na Korziki, so reševalci zelo težko prišli do ruševin oziroma reševanje je bilo tako nemogočeno. Zanimivo je to, da so šele po 30 letih po tej veliki letalski nesreči reševalci pospravili ostanke tega letala z te gore in sicer so spravili na kopno, če rečemo, oziroma Nežine, več kot 27 ton letala, ki je še čakalo tam v razbitinah gora. Hvala tebi za to informacijo. Malenkost, se vidimo. In z nami je na Skypu vodja skupine Fake Orkestra Igor Leonardi. Pozdravljena, Igor. Zdravo. Zdravo, Igor. Ravno leta 1981 je nastala skupina Metalik. Skupino si spoznal tudi v živo, je res tako? Kako je prišlo do tega? Ja, srečal sem jih v San Franciscu v 90-ih. Igral si na... Ja. Ja, takrat sem jaz sem v bistvu cela 90-ta preživel v Ameriki, v New Yorku, San Franciscu, pa to, kar sem hodil po turnejah in se je zgodila ena priložnost, da sem svojim jazz ansamblom, ki se je imenoval Unknown Giants, smo igrali na rojstnem dnevu od Kirk Hammettove punce. No in to je kitarist Metalike, kot vsi poznamo, ne? In potem nas je ona povabila, da bi igrali na njegovem rojstnem dnevu čez par tednov in smo šli igrati. Razlog pa je bil ta, predvsem ker v bendu Metallica oni pač igrajo rock, ne? In mislim, heavy metal, rock, to je vse izvira v bistvu to je ameriška glasba, ki izvira v bistvu iz bluza, ne? To je mešanca, bluz je mešanca afriških godb in evropejskih inštrumentov, bi lahko tako rekel, ne? In iz bluza se je razvil rock and roll, se je potem iz rock and rolla razvil rock, druga veja je šla v jazz in tako naprej. In v tistih letih, v 90-ih, so v Metaliki predvsem Kirk Hammett in Jason Newsted, basist takratni, sta se zelo zanimala za blues, za jazz, ker sta hotela odkriti to pragovorico roka, ne, iz katerega pol tudi izhaja metal. In po tistem rojstnem dnevu, po tisti žurki sta nas povabila v studio in smo pač malo jamali in potem sem jaz z Jason Newstedom 5 let ustvaril razne studijske projekte. Kirk Hammett se nam je pa pridružil parkrat. Zdaj, tisto leto so te tudi označili kot enega izmed najboljših kitaristov. Kako se ti je to zdelo? Ja, v bistvu ne tisto leto, ampak... Pač v tem obdobju. Ja, jaz sem videl leta 2003 je Jason Newsted imel en intervju, ki se ga lahko, če koga zanima, se ga ogleda na spletu in se imenuje 10 Questions with Jason Newsted. To se pravi 10 vprašanj in med drugim ga sprašujejo, kdo se mu zdi najbolj inovativen kitarist poleg Piggyja, ne, in je rekel, da je Andreas Kisser iz Sepulture in še en drug kitarist, zdaj se ne spomnim, in kao je super talented guitarist from Slovenija, ker jaz sem igral kitaro, na katero sem bil priključen tudi synthesizer, tako da sem lahko igral razne teksture, ala stringse, orgle, ne vem, vse sort sounde, in tako da sem oplemenitil lahko to naše ustvarjanje z eno široko zvočno paleto, zato jaz nisem nek virtuos ali pa tako, ampak pač sem na nek svoj način delal tako muziko, ki je bila Jasonu zelo všeč, zato so tudi tako dolgo sodelovala. Ti kot izkušen glasbenik, recimo, kaj je Metallica pomenila na svetovni glasbeni sceni?
Tvoje mnenje. Ja, Metallica, če sem iskren, preden sem jaz se z njimi zakačil, preden smo se spoznali, jaz niti nisem poslušal veliko Metallike. Ene par komadov, ko so učenci k meni prihajali še v Sloveniji, so rekli, nauči me to, nauči me ono, sem si rekel, no to je dosti simpel, ta muzika, ampak njihov doprinos je v bistvu to, ker v bistvu so heavy metal rock band, ki je veliko eksperimentiral. Oni so eksperimentirali z zvokom, z načinom skladanja, tako da so zmeraj hodili malo po robu, in to je prav tak attitude, ki ga moraš imeti, če se s tako muziko ukvarjaš, tako da so bili vedno tak kultni band, ker niso bili tipičen metal band, ampak so zmeraj neke vplive imeli druge glasbe, tako da so zelo širok spekter imajo zvokov. Ja, leta 1981 je Bob Marley umrl. A si poslušal njegovo glasbo? Kako se ti je on zdel kot glasbenik in vse, kar je ustvaril v življenjski karieri? Ja, Bob Marley je fenomen tako imenovane svetovne glasbe ali pa world music, pod katero spada tudi reggae pa razni afriški stili, Tako da on je res nek fenomen, kako je on v bistvu skladal iz življenja. On si ni izmišljeval pesmi, zato ker so imeli fajn besedilo, pa dober riff, pa dobro melodijo, ampak je vedno pel v življenju in v teh nekih izkušnjah, bil je tudi zelo angažiran, tako da on je bil tudi zelo kritičen, ampak pri njemu je zelo pozitivno to, da poleg tega, da je bil kritičen, je ponujal tudi rešitve v svojih pesmih. Je bil zelo pozitivno nastrojen, tudi politično je bil zelo aktiven, ko je bila državljanska vojna na Jamajki, je on uspel z nekim koncertom, ki ga je imel na štadionu, je uspel sprte strani pomiriti oziroma jih sta oba dva predstavnika, predsednik države in predsednik upornikov sta prišla in so se rokovali tam. In to se pravi, bil politično tudi aktiven in zelo pomemben človek. Je pa res tudi, da po vseh vojnah po svetu, tudi na primer v Afriki, tudi sprte strani na eni strani in na drugi strani poslušajo Bob Marleyja, tako da Ker glasba naj ne bi bila politično nikamor usmerjena. Povej mi še, recimo 81. leta smo dobili MTV. Kaj meniš ti? A je to vplivalo tudi potem na boljšo poslušanost glasbe, na večjo razgledanost, kar se tiče na glasbenih področjih po svetu, v Sloveniji, v Jugoslaviji 81. leta? Ja, sigurno je to pripomoglo k popularizaciji glasbe, mislim, sploh v Jugoslaviji takrat je bilo zelo težko priti do nekih plošč, pa do nekega repertoarja, da si to sploh poslušal. Takrat smo bili še del nekako vzhodnega bloka, na en način smo hodili po plošče v Trst ali pa nekaj se jih je dobil v Nami, pa v Konzorciju, pa tako ni bilo na razpolago vsega. Tako da vsekakor je bil to en pogled v svet in kaj se dogaja v popularni glasbi. Moram pa reči, da je pač bil zelo MTV, mi smo ga klicali MTV, ker se nam je zdel malo preveč komercialen. Tako tudi pol 80s, vsa 80s scena je bila v bistvu zelo, ne bom rekel, plehka, ampak komercialno tako bleščeče ali pa stilsko usmerjena v razne alter scene ali pa New Wave, New Age, ne vem. Je mogoče zato, ker takrat ni bilo toliko videospotov? Tudi tvoja zasedba ima par videospotov. Kako gledaš na spote? Ja, spoti so nekako uplemenitena glasba, ker moramo razumeti, da popularna glasba nikoli ni nastajala nekje doma, pa ni bila mišljena, da se posluša ali pa gleda nekje doma, ampak da se igra od zunaj, po barih, po klubih, na koncertih, da je to del ene žive scene.
Zato pač MTV je prinesel to živost v naše domove, ne. To je pač vse povezano. Tako da je zelo pomemben bil tudi naprimer za črnske glasbenike, Eddie Grant je imel nek hit. Igor, povej nam še na hitro, kaj si ti počel 81. leta. Si bil na Dunaju, v Gradcu, kje si bil? Ne, 81. leta sem se vpisal na glasbeno akademijo, sem študiral jazz in klasično kitaro v Gradcu 4 leta, ja. To je bilo prvo leto. Najlepša hvala za ta pogovor. Nekaj smo tudi izvedeli, kar se tiče in kaj se je dogajalo 81. leta. Igor, hvala, ker si bil z nami. Hvala. Hvala vam. Čau, srečnega, pozdravga. Čau. In v današnjo oddajo smo tudi povabili eno zelo znano pevko, ki je bila leta v 81 še kako aktivna. Z nami v studiu je Simona Vodopivec Franko. Pozdravljena, Simona. Živijo objema. Zadnje čase se vsi tako pozdravljamo. Res pravno, res prijateljsko, ne? Mi se še tako, cak, pa cak. Ali pa tako, ja, ampak kar se tiče nog, sem jaz pregrob. Pojdimo se usesti in kakšno reč o letu 81 in seveda tudi o tebi. Ne? Z največjim veseljem, če se bom še sploh kaj spomnila. Sem računala, koliko to je pravzaprav že skoraj 40 let. Skoraj 40 let je to nazaj, ja. Začela si pa glasbeno kariero, če se ne motim, so nekje eni zapiski, da si začela na nekem pustovanju v 2. razredu. Je bilo tako? Ja, jaz sem res zgodaj začela. Sem bila dosti taka sramežljiva deklica, ne samozavestna. 7-8 let, ne? Tako, 8 let sem bila stara, ja. Ampak očitno je v meni že nekaj tlelo, da bi bila rada na odru, da bi rada prepevala, ampak nisem imela dovolj korajže. Zato sem izkoristila maškarado, pustni ples na osnovni šoli. Sem se seveda namaškarala. Takrat sem se skrila, točno tako, in potem sem si upala priti na oder in zapet, ampak na mojo največjo grozo, kar se ti lahko zgodi, so me seveda zgleda, da sem dosti luštno zapela in je vse zanimalo, kdo zdaj od spode je pod tisto krinko in so me tam pač razkrinkali in tako se je pravzaprav moja glasbena pot pa res začela. In potem si tako in tako naprej in si prišla do leta 80, če se ne motim? Tako je, ja. Leta 80, to je bil 2. letnik gimnazije? Joj, ja. 2. letnik gimnazije, v bistvu ansambel Ultimat je bil to, s katerim smo pravzaprav prišli ven z dosti takimi komadi, bom rekla, predrznimi. Zato sem imela kar precej težav na gimnaziji, takrat niso bili tako odprti, kot so danes, ne. Pa moram reči, da tudi doma niso bili prav veseli, da sem se začela ukvarjati z zabavno glasbo, ampak se nisem dala. Edini pogoj, ki mi ga je mama dala, je bila, da delam gimnazijo tako, kot je treba, se pravi brez šusov. Prvo šola, pa potem vse ostalo, ne. Saj to mislim, da je še danes tako. No, ampak potem, ko si prišla v to skupino, ti si bila kot klaviaturistka. Na začetku, ne? To je bilo, tako ja, to je bilo 80. leta, jaz sem prišla kot klaviaturist, pravzaprav v skupino, takrat je bila Nočna izmena, prepevala je Helena Blagne. Klaviaturist je bil pa Rejev oče, Sandi Vovk. Takrat so fantje odhajali v vojsko, tako da Sandi je moral v vojsko in je rabil zamenjavo. Jaz sem pač bila, sem igrala v osnovni šoli oziroma v glasbeni šoli harmoniko in klavir, tako da malo sem se že znajdla po tistih tipkah in Sandi mi je pripeljal vso opremo, vse note, vse je rekel, evo ti tukaj zdaj pa vadi, 1 leto boš ti klaviaturist. Jaz sem klaviaturist, okej, pa bom, ne. In po moje, zdaj, ker razmišljam nazaj, on je bil prefrigan, on me je zato povabil not, ker sem bila res za nič in je vedel, da mu ne bom prevzela mesto in ga bojo zelo veseli, ko bo prišel nazaj. Kot klaviaturistka, ne? Ampak potem je Helena šla, Blagne, ne? Ja, potem so pa fantje želeli delati lastno glasbo. Mislim, da Heleni glih ta stil ni bil najbolj všeč in je šla pač naprej po svoji poti. Jaz sem pa nekaj časa ostala pri Ultimatu, 2, 3, mislim, to so bila res čudovita leta. To je bilo povsem drugače, kot je danes. Imeli smo neverjetne možnosti, kaj smo mi v tistih parih letih doživeli. Bili na vseh oddajah, festivalih, po Jugoslaviji smo igrali, snemali. Res ni da ni, no, tako da, no, potem
83. No in kako je bilo potem, ko si šla pet iz klaviatur, da si prišla na petje? Ja, Si nekaj hitro časa odvila sem film oboje. nazaj? Nekaj časa sem celo oboje, nekaj časa sem igrala in pela. To je bila majčkeno nočna mora. To je bilo res težko. Ampak potem smo naredili malo rušade znotraj ansambla. V glavnem so mene postavili kot frontmenko, front girl, kako se temu reče. In so se mi nekako sanje uresničile. Pevka, biti sem si pa res želela. No in tako je potem prišlo leto v bistvu 81 in takoj po letu 81 je prišla že pesem ven Moški čaj. Povej nam kaj več o tej pesmi. Ja, Moški čaj, Moški čaj. Joj, to je bila ena najbolj predrznih pesmi. Avtor je Mirko Bogataj, ne, on je imel res, bom rekla, zanimive pesmi, tudi Bojan Simončič je dostkrat, to je bil naš kitarist, kot avtor sodeloval, ampak ta komad Moški čaj je Mirkov. Tam not so ene besede, ki jih jaz res nisem razumela takrat, kva sploh pojem, ne, sem bila le stara, ne vem, takrat sem bila 17 let stara. S tem komadom smo sodelovali na, a je bil Dnevi slovenske zabavne glasbe, ne vem, takrat so se kar naprej neki preimenovali te nazivi, to je bilo nekako nadaljevanje slovenske popevke. Vem, da smo nastopali v Cankarjevem domu, v Linhartovi dvorani in mislim, da smo bili ali ta zadnji ali pa tam nek. Ampak Moški čaj je absolutno postala moralna zmagovalka in dejansko se je ohranila še do danes. No in jaz bi rad danes, v bistvu Svetlano bi rada in verjamem, da tudi gledalci, bi radi slišali še enkrat o pesem in da jo odpoješ. Z veseljem. Oder je tvoj. Hvala. Milan je star 50 let in pije moške čaje, opravi si je krpil dom, ženske ga imajo raje, ni oženjen in nima otrok, se takih ne v zakonu, od vseh dosežkov znanosti pa zaupa le balonu. Moški čaj, pijte, pijte, moški čaj, pomaga pri orgazmu do odhoda v raj. Moški čaj, pijte, pijte, moški čaj, pomaga pri orgazmu do odhoda v raj. Milan je star 50 let, drugo leto bo starejši, z moškim čajem pa lahko bo boljši, močnejši. Milan je pobruntal, da mu starost ne nagaja, vsem podobnim kot je on priporoča dozo čaja. Moški čaj, pijte, pijte, moški čaj, pomaga pri orgazmu do odhoda v raj. Moški čaj, pijte, pijte, moški čaj, pomaga pri orgazmu do odhoda v raj. Moški čaj, pijte, pijte, moški čaj, pomaga pri orgazmu do odhoda v raj. Moški čaj, moški čaj, pomaga pri orgazmu do odhoda v raj. Moški čaj, moški čaj, pomaga pri orgazmu do odhoda v raj. Moški čaj, moški čaj, pomaga pri orgazmu do odhoda v raj. Moški čaj, moški čaj, pomaga pri orgazmu do odhoda v raj. Moški čaj, moški čaj, pomaga pri orgazmu do odhoda v raj. Ponovno smo nazaj po tako poskočni glasbi, ne? Ja. Moški čaj.
Zdaj si slišal, zakaj so me skoraj šole vrgale, ne? Ja. Če si sploh kaj besedilo poslušal ali si samo plesal. Ne, sem tudi poslušal, ampak iskal sem tisti ritem, ki je bilo treba tako hitro plesati. Ne? Ja. Ampak super skladba in verjamem, kot si že prej omenila, da je to bila res neka velika prelomnica v stilu in vsem ostalem. Ne? Skupino Ultimat. Ne? Tako, ja. Je bilo predrzno, drzno, zato so nas verjetno opazili in zato smo bili potem v parih letih povsod prisotni. Tako, mi pa imamo sedaj na Skypu eno presenečenje zate, da bo odgovoril na par vprašanj. Z nami je preko Skypa in sicer Mirko Bogataj, član in glavni avtor pri Ultimatu. Pozdravljen, Mirko. Lep pozdrav sem, lep pozdrav iz Bergama. Iz Bergama. Kako to, da si šel v Italijo? Zato sem si hotel 30 let nazaj zakomplicirati življenje, evo, pač tako, kaj poti v življenju se križajo, se mešajo, včasih si iz tega rata in pulover, včasih pa samo klobocija, evo. No, super, povej... Jaz mislim, da en pulover imam. Aha, no super. Gremo hitro k dejstvom. Povej, mi vemo, da si vrgel Simono iz skupine Ultimat. Povej, a ti je danes žal za to? Prvič, sam še eno stvar bi rad popravil. Glavni avtor, to, kar se tekstov tiče, to je res. Dočim soavtor in včasih tudi veliko več glasbe je pa dodal Bojan Simončič. Tako da bomo to vedeli, kitarist naš, ki smo še zdaj super prijatelji. Smo ga že omenili, nič bad. Pardon, se gromozansko opravičujem. Kar se pa tiče tega, torej jaz sem pred kratkim listal po zgodovini tega Ultimata in dejansko v relativno kratkem obdobju smo izredno veliko delali, naredili in bili prisiljeni spremljati različne odločitve. Mogoče bi z današnjo glavo precej stvari drugače zastavil, ampak najlažje je biti general po bitki. Zdaj je vsak lahko pameten. Nam so se menjali člani, smo šli v vojsko, so hodili in tako naprej. In skušali smo nekaj najboljšega potegniti v vsaki situaciji. In meni se pa še najbolj je pa žal, da so eni komadi dejansko imeli veliko manj podpore, kot bi si zaslužili. Eden od teh je recimo nekje v Kotu, to je komad, ki smo ga poslali v Subotico 83 na Mladina na festival, ki nam je v bistvu prinesel drugo mesto v celej Jugoslaviji. Evo, še zdaj imam spomenik tukaj, ki smo ga dobili. Zakaj smo se pa zanj odločili? Vedeli smo, da smo morali biti drugačni in smo, čeprav smo bili rock band, naredili komad v valčku. Dejansko je to en valček. Bas sem igral fretless, ker to glih rock bandi takrat to niso še delali. Skratka, drugačni smo hoteli biti. Drugačni in če smo že tukaj, jaz bi rad samo eno dejstvo povedal, ki je name naredilo izredno velik vtis. Torej, kot sem prej rekel, soavtor Bojan Simončič, kitarist. Ko smo ta komad miksali za Subotico, je na koncu rekel, dajmo ven vso kitaro. Kitara pri tem komadu čist nič ne pomaga in on je bil kitarist. Samo na koncu komada smo pustili nekaj not in to je meni dal tako lekcijo, da je, koliko je bil končni rezultat komada, veliko bolj pomemben, kot pa osebni egoizem posameznikov. In to dejansko zmorejo sam najboljši. Zelo lepo povedano. Ampak pesem Moški čaj je bila seveda najbolj znana pesem, če potegnemo črto, ne? Ali meniš, da je to zaradi Simoninega glasu? Torej, kot sva že prej rekla, je drugačnost izredno pomembna tudi v glasbi. Je pa res, da poleg tega, da Simona zelo dobro poje, ima to srečo, da je njen glas tudi zelo razpoznaven. Tako da je njen glas postal eden od zaščitnih znakov benda. Torej, ko se je zaslušal njen glas na radiju, si vedel, da gre za Ultimat. Tako da ta barva je sigurno bila izredno pomembna. In da zdaj pridem nazaj k prvemu vprašanju.
zakaj si Simono vrgel iz skupine? Saj nisem jaz. No, to je smo spravi mi malo na v hecu, ampak zanima To je pa bilo- nas. Zanima Ja, nas. To je bilo na našem delavskem svetu nekako. Takole je. To se je naredilo, ko sem jaz prišel nazaj iz vojske. A ne? In mi smo predtem, kot sem prej rekel, v Subotici dobili drugo nagrado na Omladinskem festivalu. In so se nam povečali apetiti. In takrat je v bistvu predvsem Bojan, ki je bil kao zadolžen za glasbo, je želel imeti veliko bolj rockerski sound, kot smo ga pa mi prej imeli. Dejansko je potem k nam prišel bobnat tudi bobnar od Pomaranče? Od Pomaranče, hvala. Ja. In torej, to je bil potem veliko težji sound. In Bojan je pa poznal Čeno, tretjo pevko, in se mu je absolutno zdelo, da je njen drugačni stil, ki je drugačni od Simone, da bi bolj pasal v ta nov imidž. Kot sem prej rekel, ja. Ampak Simono še vedno sodelujeta zdaj, ne? Tudi po tolikih letih, ne? Midva s Simono sva ostala prijatelja, tudi kasneje, se spomnim Simona, da sva hodila v Gradiše na Jesenice, skupaj na predstave, recimo. A ne? In čeprav se je, rekla, razšla ta glasbena kariera. Da ne govorim o tem, ko sem jaz sem potem nehal z glasbo 87. leta, se mi zdi, 86. In potem kar nekaj let se nisem več ukvarjal z glasbo. Ko sem pa potem spet začel delati moje komade, to je bilo na koncu prejšnjega tisočletja, pa začetku tega, so se pa s Simono spet srečala in sva skupaj naredila ta njen skupen, ta samostojni album. Super. Ja. Super. Mirko Bogataj, najlepša hvala za pogovor in upam, da se boš čim lepše imel v Italiji naprej. Smo pridni, čist na koncu bi pa še izkoristil in prav lepo pozdravil, glede na to, da sem tlele zaklenil v tem mojemu Bergamu, pozdravil vse moje sošolke pa sošolce, prijateljice pa prijatelje, sorodnice in sorodnike. Vaja pa res lepo objema. Čau, Mirko. Čau, Mirko. Čau, Simona, živjo. Zdaj se je tako slišalo, tako kot smo mi res včasih, ko smo bili mlajši, ne, ki vedno po radiju in pozdravim vse, ki me poznajo in tako naprej. Ne. Jaz bi samo dodala, tukaj Mirko je pravnik, on to zelo lepo zna povedati, ampak tudi jaz sem imela izjemno srečo, da sem prišla v krog tako fajn fantov, ki so bili fantje pri Ultimatu, mi smo res še zdaj prijatelji, res so se naše poti razšle, ampak to je bilo samo dobro. Vedno se neke zgodbe zaključijo in gre potem naprej. Jaz sem slišal, tako si šla iz skupine, da se ti je naredila medvedja usluga, ker so, ko si prišla v Ljubljano, so začeli vsi skakati okoli tebe in je bilo veliko povpraševanje po tebi. No, ne vem, koliko so glih skakali, ampak res sem dobila zelo veliko ponudb, povabil. Največje je bilo seveda od Tofa, ki me je takrat povabil v Moped Show, mlajši verjetno te skupine oddaje humoristično-satirične verjetno ne poznajo, ampak samo en podatek bo mogoče povedal veliko. Mi smo imeli vsak teden več kot 1 milijon poslušalcev. To je absolutni rekord, ki se mi zdi, da si danes sploh ne moremo predstavljati, da bi katerakoli... ne gre toliko ljudi. Ja, kje pa? To ne moreš primerjati. In to je bilo v bistvu to sodelovanje s Tofom in z Mopečovom, je res najbolj zarezalo, bom rekla, v moje življenje, me tudi izoblikovalo in prav zato verjetno se tudi zdaj s takim veseljem in žarom ukvarjam z musicali, ker pri Tofu sem imela to možnost, da sem izkoristila tudi, bom rekla, ne samo pevsko, tam sem seveda lahko prepevala z Rifletom in ostalimi, a ne tudi, bom rekla, igralski talent je lahko prišel. Na musicalih si tudi spoznala veliko drugih glasbenikov in glasbenic, in tako ste nastale Dinamitke.
Nismo tako nastale, ampak No. v redu, ti, ki si toliko mlajši, naj ti bo. Dinamitke smo se srečale v pevski šoli profesorice Nade Žgur, katero smo vse obiskovale in tam smo že imeli eno vokalno skupino Vokalart. Potem so se naše poti spet malo razšle in v Mama Mi so se zelo, zelo posrečeno Sem združile. rekel, da so bili mjuzikli krivi. Ok, naj ti bo. Povej mi sam še na hitro Ja. oblačila. Kakšna oblačila ste nosili, kakšna posebna v letu 81, na primer? Ma jaz sploh ne vem, kaj so drugi nosili. Mi smo bili džins generacija, džins, usnje, nekaj tigra, malo mi je še ostalo. V glavnem tako, nismo se pa toliko posvečali zunanjemu izgledu, kot se danes. In nismo imeli toliko svetovalcev, kreatorjev, kot je to danes. Smo bili bolj preprosti in prepuščeni sami sebi. No, pa poglejmo si, kaj je za nas pripravila Svetlana. Zdaj pa je z nami oblikovalka in poznavalka zgodovine oblačenja Vlasta Cah Žerovnik. Pozdravljena, Vlasta. Živijo. Leta 81 je bila ena od največjih porok, poroka princese Diane in princa Charlesa. Seveda njena obleka je bila neverjetna, kaj ne? Ja, komaj da verjetna, ker je bil tudi sam projekt za to obleko, kot bi bil povzet iz pravljice, ko nekdo reče, naredite mi najlepšo obleko, najbolj glamurozno, najdražjo, da bodo cel svet, da bo strmel nad njo. In dejansko oblikovalec Emanuel in njegova soproga skupaj sta ustvarila to obleko. Ta projekt je bil dejansko kar dolge mesece največja državna skrivnost, nihče ni smel vedeti, kaj se pripravlja. Torej, obleka je bila skrivnost in potem, ko se je to zgodilo, so obelodanili šele, kaj vse je bilo v tej obleki uporabljeno. Torej, od tistih ljudskih vraž, nekaj tega, nekaj onega tretjega. Skratka, vzel je kot del iz 6 različnih materialov, je vzel en del honitonsko čipko, to je tista zelo prestižna čipka, ki jo je kot prvo nosila za svojo poročno obleko kraljica Viktorija v 19. stoletju. In ta obleka je bila potem tudi pošita z neverjetnimi 10 000 biserčki, malimi všitimi v obleko. Bila je tudi pošita z neko takim medaljončkom in pa tudi potkev, ki je tudi veljala za srečo. Potem vzela sta kot izhodišče za kreiranje, sta vzela neka zgodovinska obdobja kot barok in rokoko, kar se je odražalo v teh volančkih, raznoraznih teh bleščicah, potem široka ramena oziroma ramena, ne široka, ampak te rokavi, ki so pa povzemali modo iz renesanse. Skratka, vsega je bilo preveč, ne, bilo je res glamurozno, oblečka je bila najdaljša sploh v zgodovini kraljevskih porok, vendar ti ljudje, ki so bili poznavalci same govorice telesa, so gotovili, da sama ta prestiž, recimo, da vmes povem, celo čevlje so izdelovali v strogi tajnosti zanjo, poročne čevlje, celih 6 mesecev noter so bili vdelani razni dragi kamenji, čeprav se ti čevlji sploh niso videli, ker je bila ta krinolina tako široka, ne. Skratka, to je bila neverjetna obleka, ker dejansko svet je ustrmel, vendar so ugotovili, ker vemo, vse, ko je bilo narejeno za srečo in potem, kot pravimo, ko je nekaj strašna želja, ponavadi izgoriš v tej želji, ne. In nekateri so rekli, da dejansko sta oblikovalca izgorela v tej želji biti res edinstvena in osupljiva, ker se pa Diana v njej ni počutila dobro, ne. Tudi sama pred poroko povedala, da se počuti kot jagnje, ki ga peljejo za kolj, ne. To je ta njen znan stavek. In skratka, ta obleka je nekako povzela vse te stile, vse te trende, poleg tega je bilo tudi, kot rečeno, v teh oblačilih tako veliko dragih oziroma težkih tkanin, da je delovala toga in po svoj način toga in težka. In to bi lahko povezali s tem, ne, ironično seveda, ker je bila obleka težka in toga preveč za eno mlado, za eno mladenko, krhko, da se je potem tudi pokazalo, da je
ta mogoče rahel zdrs, ne, seveda v najboljši volji, da se je pokazal tudi kot morda isto, kot je ona doživljala v zakonu, težo zakona, ne, nažalost. S časom princesa Diana postala modna ikona. Kakšne trende ona da prenesla v modu? Ja, ona je dobesedno, ko se je poročila s princem Charlesom, je ona postala čez noč modna ikona. Ljudje so jo neverjetno vzljubili in vse, kar je ona naredila, vse, kar je oblekla, vse, kar je kakšen nalič, vsaka pričeska tista njena je postala hit, ne, v 80-ih letih. Pa še kasneje, potem nekaj časa. V glavnem, ona je imela tudi svoj stil, ki ga je prečistila glede na tista 80-ta divja leta. Je imela dosti eleganten način oblačenja. Poleg tega je kršila kraljevska pravila, ne, pri oblačenju. Imela je nekaj dobrih modnih oblikovalcev, tudi Gianni Versace je bil njen dober osebni prijatelj in moram reči, da se jaz osebno spominjam, lahko povem iz prve roke, da je ona hodila v Milano, zelo pogosto ga obiskovati in v njegov showroom, ki je bil in je še v Via Monte Napoleone, to je čisto vzporedna z Via della Spiga, skratka, tu so samo šopek visoko poziciranih blagovnih znamk in butikov in takrat vem, da so nas vse iz ulice spraznili takoj v hipu in se je potem slišalo, da je prišla princesa Diana in da je prišla k njemu izbirati obleke. In dejansko, ona, ko je pogledala obleko, to je bil hit, ne, samo da se je dotaknila, je že bil zagotovljen uspeh in modni trend. Hvala, Vlasta. Zdaj pa predajam besedo Janiju. Hvala, Svetlana. Zdaj sem si predstavljal to obleko. Si tudi ti bila tako oblečena? Skoraj. Ma niti slučajno, jaz sem bila oblečena ravno kontra. Poročila sem se na Karibskih otokih in temu primerno sem bila tudi oblečena. Glede na to, da tvoj mož je športnik, a si bila ti športno oblečena na poroki? Dokaj na plažno, dokaj veselo in lahkotno. Čeprav, ko smo delali prvi musical Moje pesmi, moje sanje in sem bila v vlogi Marije, ki se takrat poroči s von Trappom, so mi prvič nadeli tudi to res pravo poročno belo obleko in ko sem se zagledala v ogledalu, mi je pa postalo malo žal, da sem se pač poročila v veliko bolj enostavni, preprosti in lahkotni oblekici. Povej mi še, glede na to, da si tudi že igrala ta beli koncerti športniki? Ja, bili koncerti, pomagamo smučarjem, je bilo to takrat akcija, kjer se je zbiral denar za športnike. Ja, Jure je takrat smučal, jaz sem pa pela za njega pravzaprav, ja. Ampak te ni bilo kemije še nobene. Si poznala tudi brata Petrič? Darjan je bil v paralelki na Kranjski gimnaziji, Borut Petrič je bil pa sošolec od Jureta, tako da na nek način. Aha, ker Borut Petrič je bil evropski prvak na 400 metrov prosto, medtem ko Darjan Petrič je bil istega leta, 81. leta, na isti dan je pa dobil 3. mesto na svetovnem. Izjemna sta bila. Bil pa tudi športnik leta, ne? Absolutno, zasluženo. No, super. Povej nam še nekaj o pesmi, ki jo bomo slišali, in sicer to si je treba malo ustaviti. To se je treba malo ustaviti, je Mirkova pesem, posneli smo en album v Kaliforniji, producent je bil naš dober prijatelj Steve Wood, ki je delal tudi za Stinga in tako naprej. No in skupaj smo naredili eno ploščo, katere avtor v celoti je Mirko, razen aranžmajev. Naslov pa nosi plošča Usoda ženskega roda. Res sem jo samo posnela in nikoli spromovirala. Zdaj bomo pa slišali en komad, to se je treba malo ustaviti, ker se mi zdi, da je vedno aktualen. Simona, najlepša hvala, ker si bila z nami. Z veseljem. Oder je ponovno tvoj. Hvala, boš plesal? Seveda. Komaj čakam, da pride Svetlana in da odpleševa to pesem. Izvolite. Pošto mi pošiljajo ljudje, ki jih ne poznam, če pa koga rabim, ga ne najdem po cel dan. Včasih se zbudim čisto zgodaj, brez budilke, včasih pa na prga izpraznim pasilke. Preganja me občutek, da spet zamujam, preganja me občutek, da se mimo
To se je treba res malo pomiriti, a ne Svetlana. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, super smo se imeli, obdelali smo leto 81 in sedaj... Ostanite skupaj z nami na koncertu Vinilni časi.